Najprej vsem zelo lep pozdrav. Jaz moram reči, da sem zelo vesela, da se po enem dolgem obdobju, ko smo bili vsi med sebojno povezani samo preko ekranov, spet vidimo v živo. Lepo pozdravljamo vse tiste novinarje, ki nas spremljate tudi preko spletnega prenosa, preko Zooma. Danes imamo z nami novega poslanca Evropskega parlamenta iz Slovenije, to je gospod Matjaž Nemec. Pozdravljeni. In jaz bom uvodoma mogoče naredila samo en kratek povzetek najpomembnejših točk tokratnega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, potem pa seveda predam besedo gospodu Nemcu. Torej, prihodnji teden ima Evropski parlament na sporedu kar zahtevno, kar polno plenarno zasedanje. V ponedeljek se bo začelo popoldan z obletnico, s slovesnostjo v obletnici skupne evropske kmetijske politike. Potem pa prihaja zelo polna, predvsem sreda. Sicer bodo že v torek poslanci obravnavali in potrjevali in razpravljali o prvem svežnju zakonodajnega paketa Fit for 55, pripravljenega na 55, ki ga je Evropska komisija predstavila julija lani. S tem paketom želi Evropska unija postati prva celina, ki bo do sredine tega stoletja postala oblično nevtralna. Ta paket bo parlament potrjeval v večjih tranšah. Recimo, če izpostavim samo nekatere dosjeje prihodnji teden, ki so na sporedu, je novi socialni podnebni sklad, poseben sklad, s katerim se bo nekako skušalo blažiti posledice tega zelenega prehoda za najbolj ranljive skupine, potem dopolnitev oziroma prenova sistema trgovanja z izpusti, ki naj bi ga razširili na nove sektorje, pa uvedba nove oglične dajatve, potem omejitve emisij oziroma izpustov ogljikovega dioksida iz novih vozil in lahkih tovornih vozil. To je recimo samo nekaj teh predlogov, torej parlament bo o njih razpravljal v torek in glasoval v sredo. Potem pa v sredo tudi kar poln dan, namreč takoj zjutraj bo poslanke in poslance v okviru razprav z naslovom To je Evropa. To so razprave z voditelji držav članic Evropske unije. Poslanke in poslance bo tokrat nagovoril irski premier. Predtem so že imeli razpravo z estonsko premierko in pa italijanskim premierjem. Potem sledi takoj seja oziroma nagovor predsednika Ukrajinskega nacionalnega parlamenta, Vrhovne rade, Ruslana Štefančuka, in potem ob 12. predvidoma ob 12. še slovesna razglasitev letošnjega dobitnika Evropske filmske nagrade občinstva Lux, tako da sreda je kar precej polna. Potem pa samo še v četrtek izpostavim eno tematiko, in sicer je to resolucija o nadaljnjih korakih v zvezi z priporočili, ki so nastala v okviru konference o prihodnosti Evrope, kot veste, se je ta v začetku maja končala, to je letu dela. Evropski parlament je zelo ambiciozen in med drugim seveda želi tudi spremembo pogodb, temeljnih pogodb Evropske unije, za nekatere od predlogov, ki so jih predlagali evropski državljani, zato se bo v tej resoluciji med drugim zavzel tudi za sklic konvencije, ki je kot prvi korak proti temu procesu sprememb pogodb. To je torej na vrsti v četrtek. Tukaj se jaz ustavim in zdaj predam besedo gospodu Nemcu. Hvala lepa, dober dan. Veliko čast mi je danes biti v novi vlogi z vami. Dovolite mi samo nekaj besed, občutkov ob, bom rekel, moji novi vlogi. Jaz sem pred zdaj že 3 tedni prevzel vlogo, ki je pripadala Tanji Fajon ob imenovanju Tanje Fajon za zunanjo ministrico. Sem kot naslednji na seznamu bil jaz tisti, ki me je doletela ta odgovornost, da postanem novi evropski poslanec. Zadnje 14 dni sem že okusil, bom rekel, ta bruselski žibelj. Moram reči, da sem okrepljen z nekaterimi izkušnjami, predvsem zadnjih 10 let, konkretne 8 let na področju zunanje politike. Deloval sem na odboru za zunanjo politiko v parlamentu, v enem delu tudi za evropske zadeve. Bil sem tudi predsednik odbora za zunanjo politiko, okrepljen z temi izkušnjami in znanjem. Z vsem zanosom stopam v novo vlogo. Obiskal sem Brusel v zadnjih 14 dneh, sem poskušal razumeti način delovanja, ki je podoben državnemu zboru, seveda nekoliko bolj kompleksen.
Spoznal sem, oziroma ponovno srečal kolege, ki sem jih že srečeval, ne samo iz svoje politične družine, ampak tudi iz drugih. Srečal sem se z večino slovenskimi evropskimi poslanci, ki so mi zaželeli toplo dobrodošlico. In z ekipo smo si nemudoma postavili cilje, ki dejansko bodo omogočili, da bomo se čim prej upeljali, bom rekel, v to novo delovno okolje, ki bo razpeto med Ljubljano, Strasbourgom in seveda Bruslom. Seveda občutki so mešani, ampak pozitivni. Poskušamo razumeti orodja, ki so nam dana, in zato smo ravno včeraj že vložili dve prvi poslanski pobudi oziroma vprašanja, ki so naslovljene na komisijo, ki se tičejo našega vsakdanjega življenja. Morate razumeti, da jaz prihajam iz zahodne meje, že celotno življenje spremljam in gradim svojo politično kariero na bilateralnih odnosih, konkretno z Italijo, tudi širom. Sam sem bil vključen v projekte, kot so Evropska prestolnica kulture, katere želim tudi promovirati v Evropskem parlamentu. To bo tudi ena od nadaljnih akcij, ki bomo v obliki promocije sprožili v naslednjem dveletnem obdobju. Pred dvema dnevoma, ko nas je doletela novica o smrti, po moji percepciji enega od največjih Slovencev, govorimo o Borisu Pahorju, smo se tudi zavezali, da bomo v naslednjem letu, ob prvi obletnici smrti Borisa Pahorja, v Evropskem parlamentu pripravili dogodek posvečen njegovemu delu in življenju, in na ta dogodek povabili sodelovanje vse evropske poslance. Da bo to en dogodek v Evropskem parlamentu, ki bo posvečen temu, bom rekel, slovenskemu svetovnemu pisatelju, ne samo predvsem pričevalcu nekega obdobja, ki nas zaznamuje in nas je vselej zaznamovalo. Odpiramo tudi vprašanja, kot že rečeno, ki rešujejo ali pa postavljajo kot vprašaj enakopravnost državljank in državljanov v čezmejnem bivanju. Zato smo tudi, kot že rečeno, naslovili dve konkretni vprašanje na komisijo vsebini. Če pa ste želeli, bom lahko v nadaljevanju tudi govoril. Mi smo želeli danes izkoristiti to priložnost, da se predstavimo kot evropski poslanec na neki novi poti, ki se pridružujem, bom rekel, sedmerici evropskih poslancev, ki so vredni na tovrstnih dogodkih. Z jasnim sporočilom, da lahko računate name, lahko računate na ekipo, ki ostaja v večji meri enaka tista, ki jo je imela Tanja Fajon, okrepljena seveda z Janjo Bregar, ki je tukaj tudi z nami, novinarji medijev boste poznali, dolgoletna sodelavka iz Državnega zbora, 8 let sva sodelovala, in ekipi poleg Jureta Tanka, ki je v Bruslu že zadnjih 10 let, Špeli Han, ki je že 3 leta v Bruslu, Lana Macini, ki je tudi z nami, se bo pridružil še Denis Sarkič, kot tisti, ki bo skrbel, bom rekel, predvsem za ta tehnični vidik, bom rekel, priprave dogodkov. Želimo si biti evropski poslanec vseh Slovenk in Slovencev in za razliko mnogih kolegov bomo poskušali biti veliko na terenu, se hitro odzivati na potrebe Evropejk in Evropejcev in nekako ta slog delovanja, torej hitrega odziva, hitrega iskanja rešitev, ki smo ga imeli v Državnem zboru kot poslanec, sem to počel zadnjih 8 let, prenesti tudi v obliku v Evropskem parlamentu. Tako da ne bomo se izogibali in bali kakršnekoli odzivov in predvsem izzivov. Želimo si predvsem za nekaterimi ministrstvi, kot so Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske zadeve ali pa za kohezijsko politiko, da tudi v določeni meri za ministrstvom gospodarstva ustvari, bom rekel, nek most sodelovanja, bom rekel, tudi v povezavi s tistimi komisarji, s katerimi imamo že odnos, to so večinoma ti, ki so nam dobro poznani, ki so v SND politični družini. Prihodnji teden, in tukaj bom tudi zaključil, smo preorganizirali kar nekaj spoznavnih obiskov, ali pa, bom rekel, ljudnostnih obiskov. Tako se nam obeta srečanje z slovenskim komisarjem gospodom Lenarčičem, obeta se nam seveda obisk z vidnimi predstavniki SND skupine,
ter s predsednico Evropskega parlamenta. To bomo vse izpeljali v Bruslu, ter seveda iz Brusla vodili tudi vse medijske aktivnosti, ki so že organizirane tudi z našo javno RTV, ter seveda z nekaterimi regionalnimi televizijami postajami iz slovenskega prostora. Vkolikor boste imeli kakršnokoli vsebinsko vprašanje, sem vam na voljo. Želeli pa smo si predvsem, da bo to nek spoznavni, nek predstavitveni dogodek, seveda z željo, da po dobrem sodelovanju in za jasnim sporočilom, da so, bom rekel, tako jaz kot moje sodelavke in sodelavci vam na voljo kadarkoli, za karkoli v naslednjem dvoletnem obdobju. Toliko neko uvodno besedo, sem pa na razpolago za kakršnokoli vprašanje. Hvala lepa za povod. Gospod Nemec, čestitke za vstop v Evropski parlament. Pa boste zdaj vstopili, v kjer odbora boste vstopili? Boste nasledili, to gre gospa Fajon, kako? Tako je. Samo ponovila bom vprašanje, kasneje zaradi odbora, kasneje ponovila. Ja. Gospod Nemec, kaj boste pa vsebinsko pokrivali, kjer so vaše specialnosti? Boste nasledili članstvo v tistih odborih, ki jih je imela vaša predhodnica? Samo za naše poslušalce preko Zooma, ker naš predhodni red je tako daleč. Oglasil se je gospod Igor Pirkovič iz TV Slovenija, zanima ga, v katerih odborih je deloval poslanec Nemec in pa s katerimi vsebinami se namerava še posebej ukvarjati. V bistvu okoliščine mi omogočajo, okoliščine kot so poznavanje materije in tudi posameznikov, predvsem znotraj SND skupine, ker seveda moje dosedanje udejstvovanje, da bom podedoval dva odbora, katera je pokrivala Tanja Fajon, kot stalni predstavnik in član. Tukaj gre predvsem za odbor za zunanjo politiko, gre za nadaljevanje tudi svojega dela v državnem parlamentu in gre za delo, ki bo v navezavi tudi z našim slovenskim zunanjim ministrstvom in z ministrstvom za evropske zadeve. Ter seveda nadomestni član odbora za notranje zadeve, kar je bila tudi, bom rekel, neka moja dejavnost oziroma neke aktivnosti, ki sem jih vodil tudi v državnem zboru. V bistvu svoje materije se nekoliko razlikujejo od teh slovenskih, kajti ima v bistvu na večjo širino, ampak v svojem bistvu se toliko niti ne spreminja moje delo. Prejšnjo sredo sem bil na prvi koordinaciji znotraj SND skupine, ko govorim o odboru za zunanjo politiko in sem imel priložnost zdaj okusiti to dinamiko odprtih vprašanj, ki se tičejo ne samo Slovenije, tako tudi Evropsko unijo, govorim predvsem o tukaj v ukrajinski krizi, o energetski krizi in o vseh odprtih vprašanj na področju zunanje politike, ki se tiče tako Evropsko unijo kot Slovenije. Torej, vstopam, bom rekel, v neke vsebine, ki so mi že do dobra znana iz svojega dosedanjega političnega udejstvovanja. Sem jaz. Najprej vaše stališče do rusko-ukrajinske vojne, kakšno je? Samo ponovimo vprašanje, gospod Emil Lukančič Mori, tiskovna agencija, neodvisna Mori. Vaše stališče do rusko-ukrajinske vojne? V bistvu, Republika Slovenija seveda goji poseben sentiment, tako do Ruske federacije kot do Ukrajine same. Tukaj si bom drzno iz tega mesta reči, da sem tudi osebno zelo povezan tako z eno kot z drugo državo. Ampak moram reči, da smo tako v uradnem stališču Republike Slovenije, kot v stališču moje politične stranke, tako doma, kot v Evropi, kot bom rekel stališče zunanje ministrice Tanje Fajon, na zelo podobnih, če ne enakih stališčih. Tukaj gre za absolutno obsoja vojske in agresije na suvereno državo, kot je Ukrajina, ter seveda za vso podporo ukrepov, ki jih institucije Evropske unije, kot je tudi Evropski parlament, ravno s tem zasedanjem v Strasburgu in za odločitvami, ki jih je komisija sprejemala v zadnjih 2-3 dneh, soglašamo in podpiramo. Torej gre za strategijo mehkih prijemov in predvsem gospodarskih sankcij, ki upam, da bodo obrodile sadove predvsem v onemogočenju financiranja te ruske vojne, ki je bila izvožena v Ukrajino in s tem je ukrajinska teritorijalna celovitost onemogočena oziroma ogrožena. Tako da, kar se tiče moje osebnega stališča, tukaj ne gre za kakršenkoli odmik, ampak gre predvsem za krepitev nekih stališč, ki so nam že do dobra znana tako doma kot tudi v Bruslju.
kakšno pa vaše stališče do popolnega embarga oziroma blokade ruskih medijev, da v tem našem evropskem prostoru ne moremo spremljati poročanja ruskih medijev? Gospoda Lukančiča zanima še stališče poslanca Neksa glede, da se večina ruskih medijev na prepoved povajajo. Kompletna, ni večina, kompletna. Jaz sem v svojstvu poslanca Državnega zbora in tudi komunikatorja teh vsebin stranke Socialnih demokratov ob takojšnjem začetku te agresije suverenost ukrajinske države opozoril na stigmatizacijo ruskega naroda in ruske kulture, ki ni v sozvočju, bom rekel, aktivnosti, ki so vodeno v smeri končanja tega konflikta. Torej, bom neposreden, sam sem eden od tistih, ki je zelo kritičen do kakršnihkoli posegov ali pa omejevanja kulturnega, znanstvenega, športnega povezovanja ali pa sodelovanja Ruske federacije v našem vsakdanu. Predvsem nekatere druge države v Sloveniji se to ni manifestiralo v tolikšni obliki, ampak če sem pozoren samo na sosednjo Italijo, praktično tam so se aktivnosti kulturnikov prepoznavnih kot globalne akterje v svojem področju omejevale in onemogočile, kar je po moji osebni presoji kritike vredno. Moramo ločiti, da kaj pomeni Putinova vojna in kdo je kriv za to, od tega, koga kaznujemo, torej ruske državljanke in državljane, ki v veliki meri niso krive ali pa so krive za to, da se je Ruska federacija odločila za korak v vojno. In iz tega naslova tudi moja kritika, da ne smemo omejevati ali pa povezovati Rusin in Rusov, torej državljanke in državljanov te države, s tistim, kar počne njihov voditelj. Še eno vprašanje. Gospa Fajonova je bila v komisiji oziroma v skupini, ki je spremljala priključitev Srbije Evropski uniji. Kako pa vi gledate na to priključevanje Srbije? Še vprašanje o stališču gospoda Nemca na približevanje Srbije Evropski uniji. V nekem delu bom nadaljeval tudi na tem področju delo Tanje Fajon, v kakšni obliki ni še čisto jasno, zaradi tega, ker v Evropskem parlamentu je potrebno izpolnjevati tudi določene kvote, kot so spolne kvote v določenih organih, ampak bom del tudi jaz, ne vem še sicer v kakšni obliki te skupine. Tukaj govorimo o Srbiji, dolgoletni zgodovinski zaveznici in predvsem tisti državi, ki bi morala sodelovati v evropski perspektivi. Namreč tudi moje razmišljanje gre v smeri, da bi celoten ta sklop nekdanjih držav oziroma nekdanjih republike Jugoslavije in še več, ko sežemo čez tudi do Albanije, bile v situaciji, da se čim prej približajo v evropski skupnosti in družini evropskih držav. Torej, gotovo bom jaz tudi eden od zagovornikov čim prejšnje širitve na Zahodni Balkan, kot tiste regije, ki je predvsem zelo občutljiva na treslaje globalnih dogodkov in gotovo Srbija prednjači tudi v sodelovanju z Rusijo in za odnosov, ki ima Rusijo, pri temu, da je lahko ključna za mir ne samo v Zahodnem Balkanu. Seveda bi si želeli, da določene Vučićeve politike se ne nadaljujejo in bi si želeli, da bi Srbija čim prej nadaljevala, bom rekel, proces približevanja Evropski uniji in to nedvoumno, ne na način, da se ustvarja vtis, da Srbija praktično sedi na dveh stolih ali pa stoji na dveh različnih bregovih. Vprašanje zdaj te vojaške agresije, upam, da se ne bo širila navzven, se začne v narekovaji neka vojna za energente in za hrano tudi. Tukaj je vse velika preizkušnja za Evropo. Kaj mislite, kako bo uspešna Evropa kot celota, del tega tudi Slovenija pri tem, oziroma kaj nas čaka, kakšni bojo ukrepi v Bruslju oziroma Štrasburgu, da bi predstavili? Igor Pilković, TV Slovenije, zanimajo ga predvsem ukrepi in izzivi Evropske unije, tudi Slovenije na širše posledice vojne v Ukrajini, predvsem krize z dobavo energentov in pa seveda migracijsko varnost. Ko govorimo o dolgoročnih
ukrep, ki mora temeljiti predvsem k samooskrbi. Ampak seveda to je, bom rekel, fraza, ki ne rešuje predvsem to kratkoročno krizo, ko govorimo o energetski ali pa prehrambeni preskrbi. Seveda, pritisk je velik predvsem v smeri odpiranja pristanišč, ki bi omogočili, bom rekel, neko nadaljevanje ali pa nemoteno preskrbo s hrano. To ni razprava samo, ki poteka v Bruslju ali v Strasbourgu, ampak celo na sedežu Združenih narodov, kajti gre za globalno krizo, ki presega potrebe samo Evropske unije, ampak celotnega sveta. Torej, gre angažma v smeri predvsem reševanja konfliktov na način, seveda, da se omogoči nemoteno samooskrbo, torej, da bo država in Evropska unija priskrbela omogočen dostop tako enih kot drugih in sicer po dostojnih cenah. In to je velik izziv ne samo za slovensko vlado, ne samo za Evropsko unijo, ampak za celotno skupnost. In namreč ta konflikt v Ukrajini se bo, to bo največji izziv v jesenskem času, gotovo prenesel v ta segmenta, torej v prehrambeno in energetsko krizo. Odgovor na to ni enostaven in gotovo ga jaz na tem omizu ne bom mogel podati. Rešitve se iščejo in gotovo bomo v svojem svojstvu, kolikor bomo lahko, tako kot Republika Slovenija, kot Evropski parlament iskali rešitve za to. Tako da, gospod Pirkovič, verjetno niste dobil neposrednega odgovora, ampak iskreno povedano, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropski uniji ni enoznačnega odgovora na vaše vprašanje. Torej, zelo bomo morali biti senzibilni v reševanju tega problema in gotovo bo eskaliralo do jeseni v upanju, da draginja, predvsem na področju energentov, kot tudi na področju prehrane, nas ne bo dosegla nepripravljena in to pričakujemo predvsem od slovenske vlade. Da bo se čez poletje, kot obljublja tudi sam predsednik vlade, Slovenija pripravlja, bom rekel, na tisti najslabši scenarij, ki bi se lahko zgodil z prihajajočo prehrambeno in bog ne dej tudi energetsko krizo, ki bi lahko potrkala z naslednjo kurilno sezono na našo. Mogoče kakšno vprašanje kolegov? Jaz bi se še mogoče vprašal, Anka Tomenič, danes ima dnevnik v bistvu članek o tem, da kako različne države še vedno dobivajo ruski plin in kot kaže Geoplin oziroma Slovenija, ena od teh, ki ima odprt dvojni račun. Zdaj se na področju Evropske komisije in predvidevam, da tudi Evropskega parlamenta je debata, ali gre za kršenje sankcij. Kakšno je vaše stališče do tega? Gospod Anton Katarinič, Slovenska tiskovna agencija, zanima ga stališče poslanca Belca do ravnanja nekaterih uvoznikov plina, ruskega plina, ki so odprla dva računa, to je enega potem v evrih, in sicer ga zanima stališče poslanca, ali se pridružuje stališče Evropske komisije, da gre pri tem za kršenje sankcij pod Rusijo. Posamezni resori, ki pokrivajo to tematiko, so dobili jasna navodila in sicer, da pripravljajo analizo tovrstnih ukrepov drugih evropskih držav, da bomo lahko jih primerjali. To je tudi Matjaž Han včeraj javno minister za gospodarstvo povedal, da v bistvu bomo najprej naredili celotno analizo o ukrepih in o možnih, bom rekel, orodjih za to, da se dobro pripravimo na morebitne težje čase. Kar se tiče mojega osebnega mnenja je, da moramo kot članica Evropske družine, to ne velja samo za Slovenijo, ampak za vse države Evropske unije, pripraviti skupno politiko in skupno stališče. Pri tem reševanju, kot pri mnogih drugih, je ključno tudi to, da poleg hitrosti in, bom rekel, vsebinskih predlogov ohranimo enotnost evropskih držav. Ravno to se poskuša za raznimi vplivi razbiti, kot naprimer predvsem tukaj izstopa sosednja Madžarska, kjer dejansko postavlja vse neko svoje stališče pri ukrepih, kar se tiče zaostrovanja odnosov do Ruske federacije. Torej, moje osebno stališče pri tem je, da morajo evropske države ohraniti enoten položaj pri teh vprašanjih, ter seveda iskati rešitev v sklopu, bom rekel, prizadevanj enotnega reševanja. Torej, tako kot bo vlada skupaj z komisijo se postavlja v določeno stališče, tako mislim, da moramo tudi mi, evropski poslanci, zagovarjati to isto stališče, ki ne sme biti bistveno različno od ostalih držav članic. Hvala. Še kakšno vprašanje ne bo vzočili? Imamo kakšno vprašanje preko Zooma?
Ja. Še nekaj mogoče. Ja, prosim. Gospa zunanja ministrica je dejala, da bo zdaj Slovenija se priključila tej jedrni Evropi, da največjo težo tam menite, da sedaj je Slovenija izključevala jedrno Evropo. Vprašanje gospoda Igorja Pirkoviča, TV Slovenija. Glede na napovedi nove zunanje ministrice, da bo krepila vezi zlasti z jedrnimi, tako imenovani jedrnimi državami Evropske unije, ga zanima, ali ima poslanec vtis, da ga je preselej zanemarjala. Ob prvem stiku s kolegicami in kolegi iz Brusla moram reči, da sem dobil vtis, vsaj tistim kolegicam in kolegi, ki so nam blizu, nekega velikega olajšanja, pa ne pojasnim zakaj. Na tisto volilno nedeljo so se dogajali dve zgodbi. Ena je bila v Franciji, ki je bila ključna za to, da bomo videli, kakšno smer bo obrala celotna Evropa. Vemo, da Francija je vseeno ena od glavnih akterjev kot velika država znotraj nje. Druga zgodba se je odvijala v Ljubljani in je bilo moč razumeti, da bi v primeru zmage Janeza Janšu se nadaljevala določena politika, ki je zelo blizu politikam višegradskih držav, konkretno Viktorju Orbanu, ker se s tem tista, ki je bližje kamčinskim, torej poljski oblasti. Vemo, da ste tudi prav ti dve državi bile deležne mnogih kritik, predvsem pri izpolnjevanju tistih vrednot, ki bi nas kot Evropejke in Evropejce povezovali. Eno od teh je gotovo vladavina prava. Tisto, kar je ključno za Evropsko unijo, je, da pri teh vrednotah, ki so zgradile Evropo, govorimo predvsem Evropo, ki sodeluje, Evropa, ki za sodelovanjem onemogoča ustvarjanje konfliktov, je prav politika nekaterih držav, konkretno prej omenjenih, bila usmerjena v razdiranje, nekih temeljnih vrednot. Zato je bilo moč razumeti iz impulza, ki sem jih dobil v Bruslu, da je na tisto volilno nedeljo v Ljubljani bila odstranjena zastavica populizma iz ene od evropskih držav. Seveda ne me slabo razumeti, to je naša perspektiva, to je naš pogled, to je pogled moj osebni in naše politične družine, tako v Sloveniji kot v tujini, ampak kot kaže v rezultatu na volitev je to tudi nek pogled večina državljank in državljanov, kajti če ne bi potrdili za tako veliko večino in z takšno prisotnostjo rezultata na volitvah. Torej, razumeti gre, da bom skrajšal, da se je sprostila ta bojazen v Bruslu, da se bo ne samo v Budimpešti in Varšavi, ampak tudi v Ljubljani nadaljevala neka politika razkrojevanja evropskih vrednot. In ravno to je vtis, da je bilo preprečeno s strani volivcev to volilno nedeljo